ampak smo mislili, da je samo postrežni. Ampak ni. Luka, povej. Dobro jutro, danes smo se zbudili v Srbiji, natančneje v Beogradu in Luka, daj mi povej, kaj smo prišli sem delati. Prišli smo videti praznično okrašen Beograd, pa preživeti silvestrsko noč. Ja, res je. Zdajle te vzamemo na zajtrk, pa še naprej v mesto. Drugače, včeraj smo zvečer pršali, nič se ni posebnega dogajalo, zato nisem vlogala, ampak danes bo pa zelo zanimiv tak dan. V glavnem, zdaj imamo smešno situacijo, prišli smo na zajtrk, ampak smo mislili, da je samo postrežni. Ampak ni. Luka, povej. Ne, zaenkrat je situacija malo čudna, tako da čakamo, če bomo sploh kaj dobili. Sedimo pri prazni mizi in upamo, da nam bo kaj postregli. Kaj, Luka, vzameš nazaj? Zdaj bomo res priznati, da moramo vzeti svoje besede nazaj, ker so me zelo pozitivno presenetili. Prevozila smo skoraj cel Beograd, da smo naredila en parking, tu je noro z avti, gužva, pa vsi furajo, kot da pravil sploh ne poznajo. No, prišla smo zdaj cela natovorjena do apartmaja, zdaj vam pa pokažem, kako izgleda. Evo ga, tule je takle, tule je balkonček, evo ga. Wow, tako to zgleda. Pol imamo pa tlele še kuhinjico, kopalnica in pa še dve posli. Tako izgleda naš apartma. Hodimo proti njihovem najbolj znanem trgu, ki se imenuje Knez Mihajlova. Drugače pa mislim, da je utrip na ulicah tak, dosti balkanski, ali kaj ne rečem. En fun fact o meni. Prišla sem v Beograd, ampak ful ne rada jem čevabe. Pač jem jih, ampak ful s težkim srcem, zato si vedno naročim nekaj druga, vsi ostali jejo pa čevabe. Prej smo prišli v apartma, ampak ker smo se tako najedli, smo sam popadali v posle. In pa smo ugotovili, da smo že toliko pozni, da se moramo takoj začeti rihtati, drugače bomo zamudili. Čez 3 minute nas pobere taksi in gremo proti hotelu. Evo, pa smo prišli na mesto, kjer bomo dočakali novo leto. Počasi dvorana polni, tako da čez kak urco bomo pa počasi začeli odštevati. Res je. Zdaj smo na Skadarli, to je v bistvu njihova najbolj znana ulica z njihovo vso avtentično hrano, tako da če boste tle, tu boste ziher najdeli nekaj dobrega za jesti. Beograd se deli na dva dela. En je stari del, drug je pa novi del. In zdaj v bistvu tule je tale reka, kjer je večinoma najbolj znanih klubov, ki jim rečemo v bistvu splavi. Kot zanimivost pa naj povem, da se je ravno včeraj najboljši klub oziroma najboljši splav potopil. Plan je bil, da gremo danes žurat v tale klub, ampak očitno bomo mogli spremeniti svoje plane, ker se je včeraj klub potonil. Noro, res.
Lihkar vstopamo v cerkev Svetega Save. To je največja pravoslavna cerkev na svetu. In sprejme kar 10.000 vernikov. Kvadratura pa je 3500 kvadratnih metrov. Za mano je objekt, ki mi je ful zanimiv, ker je to v bistvu od CC hiša. No, pa se pa samo obrnemo, pa je tu objekt, ki je meni zelo ljub, to je pa štadion od Crvene zvezde. Zdaj smo na avtentični srbski večeri in tukaj bojo igrali tudi njihovi tamburaši. Zaključujemo naš trip v Begeju. Zdaj smo se usedli še na eno kavico, jo spijemo in pičimo nazaj za Slovenijo. Kak je bilo ta Luka? Ja, tele 5 dni je super hiter minil, vsak dan je bil raznolik, tako ste že videli. Uživali smo, po moje bomo še kdaj ponovili, tako da mogoče pa naslednje leto bomo spet tu. V glavnem tipa, lajki tale video, subscribi se na kanal, pa se gledamo naslednjič. Čau!